Še enkrat, naloga regulatorja, s tem Banke Slovenije, je v tem, da zagotavlja varnost bančnega poslovanja, varnost depozitov in stabilnost bančnega sistema, poleg vseh ostalih nalog, ki izhajajo iz zakona o Banki Slovenije in Evropske centralne banke. Vprašanje o tem, koliko dokapitalizirati, je vedno povezano z varnostjo banke. Kako dokapitalizirati? Je pa stvar lastnika banke. Ali bo lastnik banke banko dokapitaliziral ali ne, je vprašanje za lastnika. Banka Slovenije je samo zahtevala dokapitalizacijo v okviru regulatornih okvirov, ki od nas zahtevajo, da so banke dovolj dokapitalizirane. Vlada Republike Slovenije pa bi se lahko konec leta 2013 tudi odločila, da ne želi dokapitalizirati bank, vendar bi v tem primeru imeli opravka s stečaji bank. V tem primeru bi poleg izbrisanih lastnikov podrejenih obveznic imeli probleme tudi z vsemi depoziti nad 100 000 evrov. Kdorkoli je izgubil denar, je dovolj tragično zaradi tega, vendar zato ne morete kriviti Banke Slovenije in regulatorja, ki samo ocenjuje in preverja kapitalno ustreznost banke. Za banko, vsako banko v državni lasti ali v zasebni lasti je odgovoren lastnik banke. In v tem primeru, če me vprašate, ali je bila dokapitalizacija potrebna in ali je upravičena, noben, ki ima odprt transakcijski račun v Sloveniji, ni izgubil svojega denarja. Ali banke kreditirajo, pa spet ni stvar regulatorja, ampak širših makroekonomskih razmer. V Sloveniji, in spet lahko pogledate mojo izjavo, 3. januarja 2014, ko sem povedal, da dokapitalizacija bank ni zadosten pogoj za okrevanje gospodarstva, pač pa samo potreben pogoj, da lahko nov zagon gospodarstva pričakujemo. Kaj se je zgodilo od dokapitalizacije bank v letu 2013? Donosi na slovenske obveznice so padli zgodovinsko, tudi pod donose italijanskih in španskih obveznic, kar se je zgodilo prvič v zgodovini. In drugič, banke so sposobne kreditirati dobre projekte, vendar je verjetno očitno problem, da dobrih projektov enostavno premalo. Vendar pa to ni vprašanje za regulatorja. Mi kot centralna banka, naša naloga je, da so banke stabilne, da imajo dovolj kapitala in da imajo vsi varčevalci lahko dnevno dostop do bančnih avtomatov in da lahko normalno upravljajo svoje bančne storitve. Vse ostalo je stvar lastnika bank.